Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pozdravljeni ob naši tretji in zadnji temi o azilu oziroma mednarodni zaščiti, s katero se kot mladi evropski glasovi ukvarjamo ormoški gimnazijci. Do zdaj smo zvedeli veliko o azilu, beguncih, njihovih življenjskih poteh, šolanju. Ker pa je to naša skupna evropska tema, nas je zanimalo, kaj o tem pravijo naši evropski poslanci. Spraševali smo jih v Strasbourgu. Eden izmed naših sogovornikov nam je povedal, da je težko zapustiti dom in iti v druge države, v svet, ki je neprijazen do njega, sovražen ali celo nevaren. Zato bi se morale prihajajoče evropske volitve v debatah usmerjati predvsem v takšne teme in bistveno manj v to, da se ta tema izkorišča za polarizacijo javnosti in ustvarjanje nestrpnosti. Beguncem je potrebno dati zatočišče, ni pa pravilno, in to se nam je zgodilo, da je politika, predvsem nacionalistična, v veliki meri na račun teh življenjskih tragedij, humanitarnih tragedij, življenj ljudi, to niso številke, skušala pridobivati neke politične točke. Tu gre za velike izzive, ljudje, ki so prisiljeni zaradi stiske zbežati in si najti zatočišče. Tem ljudem je treba pomagati in Evropa bo vedno celina migracij, vedno je bila, tudi mi Evropejci, tudi mi Slovenci smo v svoji zgodovini prebegnili kam in vedno bi pričakovali, da nam na drugi strani v težavah nekdo pomaga. Se strinjam, da je to tema, pri kateri je biti treba zelo senzibilen, hkrati pa imeti zelo jasno ločene nekatere pojme. Evropa je kontinent, ki je privlačen praktično za zelo veliko ljudi z različnih koncev sveta in z različnimi razlogi in pa tudi nameni prihajajo v Evropsko unijo. Zagotovo je za tiste, ki so upravičenci do azila, potrebno najti mesto, se pravi, da jim damo varnost, kajti bežijo pred nemogočimi razmerami. Zelo je biti treba pozoren na te migrantske mafije, tiste, ki organizirajo te prevoze in tudi na nek način prav zvabijo ljudi, da se lažje odpravijo iz Afrike, na primer v Evropo. Govorimo o zelo veliki organiziranem kriminalu, ki je v lanskem letu bi naj bil težak kar približno 40 milijard, kar je več kot četrtina evropskega proračuna. Evropski poslanci so ključni del zakonodajnega procesa v Evropski uniji. Brez strinjanja evropskih poslancev se ne more zgoditi nič. Kaj je vaše mnenje glede tega? Evropski parlament danes v resnici soodloča o, bi rekla, skorajda večjem delu zakonodaje, skorajda 90% zakonodaje, tako da ima veliko moč. Zato je zelo pomembno, kdo so poslanke in poslanci, kakšno je ravnotežje političnih skupin, da lahko spremljamo in sprejemamo odločitve. Včasih je zavest v Sloveniji premalo prisotna, da lahko tudi Slovenija in da mora Slovenija skozi vse svoje institucije svojim glasom prispevati k temu, kakšne te odločitve so. Mi imamo v Evropskem parlamentu slovenske predstavnike, imamo v Evropski komisiji slovensko komisarko, imamo vse naše ministre slovenske vlade, ki sedijo v Evropskem svetu. In s tem mi sprejemamo skupaj odločitve, ki ne nazadnje vsakodnevno vplivajo na naše življenje. Zato je pomembno, da Slovenija ve, kaj želi pri nekih strateških odločitvah. Predhodno je bil sprejemanje proračuna domena Evropske komisije in pa sveta, se pravi voditeljev posameznih držav. Po novem pa je to povsem enakovreden postopek, v katerem tudi Evropski parlament odloča in lahko tudi konec koncev zavrne neprimeren dokument. Tako da sam mislim, da je zadeva potrebna, da je bolj uravnotežena, ni vedno enako stališče ene od teh treh vej, se pravi komisija, ki je na nek način vlada Evropske unije, same države in pa parlament. Tako da sam podpiram to večjo vlogo Evropskega parlamenta
In vidim iz izkušenj po tem, ko zaključujem ta prvi mandat v Evropskem parlamentu, da se je zelo veliko teh zakonodajnih vsebin, ki jih najprej kot predloge pripravi Evropska komisija skozi ta trialog, kjer je odločilno vlogo odigral parlament, zelo spremenilo. In tu ni podobne slike, kot je doma. Poznam doma razmere, sem tudi v nacionalnem parlamentu, kjer parlament največkrat zgolj se postavi v vlogo potrjevalca tega, kar je pripravila vlada. Tu je parlament bistveno močnejši in tudi igra to avtonomno vlogo. Evropska unija nima danes enotne migracijske in azilne politike. Poskus, da bi sprejeli skupne učinkovite ukrepe za spopadanje z izzivi migracij, poteka že več let in ravno zaradi tega, kar sem prej rekla, da nekatere države so izbrale bolj samo svojo pot, ne uspemo narediti in doseči neke skupne migracijske in azilne politike. In upam, da bomo v času mogoče po evropskih volitvah bili bolj sposobni z večjo odgovornostjo evropskih vlad sprejeti in nasloviti tudi to skupno migracijsko azilno politiko. Čeprav se ljudje selijo že od nekdaj, so migracije in mednarodna zaščita v današnjem smislu relativno novi zadevi. In kot vemo, bo vprašanje migracije na letošnjih volitvah ena izmed osrednjih tem. Bi volivcem še kaj posebej svetovali ste? Migracije niso nov izziv. Evropa je bila vedno in vedno bo celina migracij, celina ljudi, ki tudi, prej sem že omenila, Evropejci, tudi Slovenci smo v zgodovini migrirali, šli drugam. In jaz mislim, da je Evropa privlačna, zato kakšni zidovi, ograje ne bodo ustavili migrantov. Moramo pa mi na eni strani seveda se boriti, da imamo skupne evropske ukrepe, kako omogočiti ljudem, ki so upravičeni v Evropi do mednarodne zaščite, da lahko normalno dobijo pogoje za delo in življenje. Na drugi strani pa, da se borimo proti nezakonitim migracijam, proti trgovini z ljudmi in otroci. V teh 4 letih se je izoblikovalo zdaj neko stališče tu znotraj Evropskega parlamenta, da je nujno, da Evropska unija zna zaščititi svoje zunanje meje, da se ve, kdo pride v Evropsko unijo in da se na takšen način potem ne vzpostavi potreba po nekih notranjih mejah znotraj Schengen območja. Tako da sam računam, da je ta pot, ki je ubrala Evropska unija, primerna in da bo z neko urejeno politiko varovanja meja, pa tudi konec koncev s gospodarsko pomočjo, ki je potrebna predvsem v Afriki, da bi se tam spostavili pogoji za normalno bivanje in da bi se ta pritisk zmanjšal, to, kar lahko Evropska unija v tem trenutku naredi. Evropska komisija na sodišču Evropske unije toži Madžarsko, ker se njena azilna zakonodaja ne sklada z evropsko. Hkrati pa ta ista Evropska komisija ne priznava sodišča Evropske unije pri arbitraži, češ da je zadeva dvostranska. Zakaj bi ga potem priznavali Madžari? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Pri madžarskem primeru gre za to, da se je v letu 2015 najprej prva zelo odločno uprla tem tako imenovanem kvotnem sistemu, se pravi temu, da bi Evropska komisija dodelila, koliko ljudi gre v katero državo, se pravi koliko migrantov iz te kvote gre v posamezno državo. Ta sistem je sicer se pokazal kot neuspešen. Kar se tiče sodišča in pa arbitražne odločitve, je Evropska komisija enostavno ta vroč kostan prepustila Evropskemu sodišču, s tem, da je pa zelo jasno to, da je bil pa ta dogovor, da se izpelje to odločanje na arbitražnem sodišču del predpristopnih pogajanj in konec koncev tudi del pravnega reda, na osnovi katerega je Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. Tako da moram reči, da v tem delu sem sam tudi zelo kritičen do Evropske komisije, da ni enostavno sledila to, kar je prej govorila in se jasno opredelila do tega primera in tudi na primeru Hrvaške povedala, da gre za kršitev evropskega pravnega reda. Takrat, ko smo govorili predvsem o tem, kako porazdeliti število beguncev, migrantov, ki so na evropskih tleh upravičeni do mednarodne zaščite, kako jih porazdeliti pravično, enakomerno po državah. Madžarska dobiva z Evropske unije ogromno evropskega denarja
In je prav, da ko govorimo o solidarnosti, da tudi takrat, ko gre za neke večje izzive, drug drugemu pomagamo. Res pa je, da Evropska komisija na drugi strani, ampak je to povsem drugačen primer, ni jasno in glasno stopila na stran Sloveniji, ko smo dobili razsodbo arbitražnega sodišča o rešitvi meje med Slovenijo in Hrvaško. In Evropska komisija bi morala kot pomembna institucija zagovarjati vladavino prava. Tu smo bili v Sloveniji upravičeno razočarani, ampak smo se odločili, da gremo po svoji poti, ki je pravilna, to je, da se borimo pred Evropskim sodiščem s svojimi argumenti. In mislim, da se je tudi Evropska komisija iz te zgodbe naučila svojo lekcijo. V pogovorih smo ugotovili, da mi, ki volimo, lahko vplivamo na vas in zakonodajo. Nam lahko poveste, kakšen vpliv imamo in kakšno moč? Zagotovo je zdaj civilna pobuda posameznikov je povsem nov inštrument, ki se v zadnjem mandatu tudi uveljavlja. Ključno pri tem pa je, da smo poslanci tudi doma, med ljudmi, in sam resnično poskušam tudi v tem osebnem kontaktu plus vseh sodobnih orodij in socialnih omrežij, preko katerih smo povezani, na nek način slediti to, kar ljudje vedo. Velikokrat pa prav poskušam čim bolj razložiti, kaj se pravzaprav dogaja tu v Evropskem parlamentu, katere so evropske vsebine, ki odločilno vplivajo na naše bodoče življenje, kajti včasih imam občutek, da je tudi na nek način zanimanje ljudi ali pa tudi, ne vem, medijev včasih za teme, ki odločilno zaznamujejo naše življenje, na nek način premalo, zato je tudi naša naloga, da smo vpeti v vsak dan in da aktivno tudi od ljudi zvemo v dialogu, kakšna so pričakovanja, po drugi strani pa pojasnimo, kaj pravzaprav počnemo v Evropski uniji in kaj Evropska unija pomeni za nas. Ljudje imajo lahko zelo veliko moči in vpliva, če se organizirajo. To smo videli, ko je šlo za vprašanje, ali ostane voda recimo javno dobro, ali ostane internet svoboden. Več kot 5 milijonov ljudi se je angažiralo samo v zadnjem času, da bi nam sporočilo v glasovanju v Evropskem parlamentu, da si želijo svoboden internet. Prav je, da se državljani zavedajo te moči, ki jo lahko imajo, prav pa je na drugi strani, da mi tudi vse te evropske politike, ki so bile večkrat preveč oddaljene od ljudi, čim bolj približamo ljudem in jih skušamo v ta politični proces čim bolj vpeti. Je še kar vas nismo vprašali in bi želeli povedati? Verjetno je veliko tega, mogoče ena stvar, ki se mi zdi, da nas lahko vse skrbi in nam ne sme biti vseeno, to je, da imamo v Evropi v zadnjem času zelo veliko nevarnega populizma, nestrpnosti, ksenofobije, sovražnega govora, tudi lažnih novic, da imamo danes v nekaterih državah tudi pojave nekega novodobnega neofašističnega nasilja, da se Evropa spreminja, da mir in stabilnost danes mogoče nista tako samoumevna in da je za mlado generacijo še kako pomembno, da zadržimo to Evropo, prostor svobode, varnosti, dostojanstva, solidarnosti in na tem bomo odločili na teh evropskih volitvah. Vam želim prijetno maturo, da dobro zaključite svoje šolanje. V nadaljevanju izkoriste tudi te evropske inštrumente, ki so v okviru Erasmusa vedno obilnejši, vedno več mladih tudi izkoristi to priložnost, da lahko tudi skozi to izmenjavo, skozi srečevanje z vrstniki iz drugih delov Evrope bolje spoznamo, kje živimo, kako smo med sabo povezani. Vsekakor pa želim, da bi Slovenci zdaj čim bolje to, kar imamo, se pravi biti član Evropske unije, izkoristiti in tudi zagotoviti dobre pogoje za delo mladih na slovenskem prostoru. In veseli me, da vsaj zame dva ključna pokazatelja, to je več kot 10% rast izvoza in pa na drugi strani več kot 10% rast turistov, ki prihajajo v Slovenijo, potrjuje, da, jaz rad uporabim ta nogometni žargon, znamo Slovenci driblati na tem evropskem parketu in upam, da bomo tako tudi naprej. Tako smo driblali z našima poslancema. In kaj na to poreče profesor Bardutzky?
Ne, pa sej enotnost po mojem ni cilj. Sej enotnost je ravno nasprotno kot kompromis. Ne? Kompromis se pač začne na dveh različnih bregovih in bregov vidimo so vedno del narazen vedno večjih v Evropski uniji. Ta kompromis ne sme biti tak, da pade pod neke standarde, neke minimume, ki jih še lahko dopustimo, ampak znotraj tega je pa mogoče ogromno. Mogoče so tudi dobre rešitve. Brez strinjanja evropskih poslancev se ne more zgoditi praktično nič več. Pomembno je, da jih imamo in koga imamo za evropskega poslanca. Vemo pa tudi nekaj več o azilu, kaj ne, moja sodelavca? Ja, Ja, in imamo dokaz. Se spomnite, na začetku smo sošolce spraševali o azilu oziroma mednarodni zaščiti, pa odgovorov ni bilo veliko. Zato smo sedaj ponovili vprašanje. Kaj je zate azil? Azil je zame neka mednarodna zaščita za tiste državljane, ki nimajo zaščite v svoji lastni državi oziroma ker bežijo zaradi neke krize. Ste videli? Kako pa si ti doživel to našo azilno raziskovanje? Bila je zanimiva izkušnja, zlasti na osnovni šoli Livada, pa v azilnem domu, pa seveda tudi v Štrasburu. Žan, kako pa bi ti povzel to našo temo? morda tako, da velikokrat posplošujemo, ko komentiramo, premalo vemo in prehitro obsojamo. Pa še nekaj, ko govorimo o azilu, vedno pomislimo na begunce iz Afrike ali iz Vzhoda. Ne smemo pozabiti, da je pred kratkim dobil in izgubil azil Julian Assange iz istih razlogov kot ljudje, ki bežijo pred vojno. Lahko mi državljani vplivamo na te stvari? Lahko, tudi tako, da gremo na volitve. Bosta šla? Jaz bom. Tudi jaz. Torej, 2 glasova za in moj je 3. Morda se srečamo na evropskih volitvah, mi pa zaključujemo. Hvala, ker ste bili z nami. Srečno. Srečno. Srečno.